Lep pozdrav na novinarski konferenci po seji parlamentarne preiskovalne komisije za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu. Najprej mi dovolite, da na kratko še opišem naše delo, ki je minilo med zadnjo in današnjo sejo. V vmesnem času smo posredovali nove zahteve za zaseg dokumentacije za Probanko in Faktor banko. Zdaj v primeru Probanke je Okrožno sodišče v Mariboru ravnalo tako, kot veleva ustava in zakon. Odredilo je zaseg dokumentacije in je ta dokumentacija strani Probanke že v prostorih Državnega zbora. Medtem ko v primeru Faktor banke, kjer je zadeva pod jurisdikcijo Okrožnega sodišča v Ljubljani, pa je bila aktivna zopet sodnica Deša Cenar. Namreč, čeprav 23. člen ustave, ki govori o naravnem sodniku, pravi, da bi morali posamezni primeri, ki jih prevzamejo sodniki, iti po vnaprej določenih pravilih, ki so določeni zakonom in sodnim redom, je našo zahtevo v primeru Ljubljanskega sodišča zopet dobila v roke sodnica Deša Cenar pod obrazložitvijo, da je ta naša nova zahteva zgolj razširitev prejšnje zahteve, čeprav zahteva popolnoma drugačne dokumente. In kot je zapisala Deša Cenar, ker gre za razširitev in ker je zadeva sedaj na Ustavnem sodišču, spomnimo pa, Zakon o parlamentarni preiskavi je na Ustavno sodišče dala ravno sodnica Deša Cenar, je zatorej odločanje o tej zahtevi preložila do odločitve Ustavnega sodišča. Torej smo sedaj priča, ko okrožna sodnica Deša Cenar de facto blokira pridobitev dokumentov bank iz ljubljanskega bazena in onemogoča nadaljnjo preiskavo pri omenjenih bankah, torej Faktor banki, A banki in Novi Ljubljanski banki. Na nek način imamo sedaj parlament oziroma ljudstvo versus Deša Cenar in parlament, dokler Ustavno sodišče ne bo odločil, očitno ne bo mogel dobiti dokumentov, ki so pod jurisdikcijo Okrožnega sodišča v Ljubljani. Ob tem velja opozoriti še na eno zadevo, namreč Ustavno sodišče je v začetku decembra po tej zahtevi strani sodnice Deše Cenar posredovalo zahtevo na Ustavno sodišče in Ustavno sodišče v začetku decembra o tem obvestil Državni zbor in ga pozval, da naj pripravi oziroma da se naj izjasni oziroma izjavi v roku 45 dni o stališčih in očitkih o neustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi, ter tako na nek način Ustavnemu sodišču poda drugi pogled oziroma drugo stališče. Kolegi predsednika Državnega zbora je že takoj nemudoma, torej 9.12. vlado in zakonodajno parlamentarno službo pozval k pripravi stališča. Po mojih informacijah vlada o tem še ni razpravljala in glede na to, da se ta rok izteče 23. januarja, se kaže, da vlada o tem ne bo razpravljala in da bo Ustavno sodišče ostalo brez tako imenovanega drugega pogleda oziroma brez stališča Državnega zbora. Namreč za sprejem stališča skladno s poslovnikom Državnega zbora po 265. členu lahko matično delovno telo obravnava zahtevo oziroma pobudo potem, ko je dobilo mnenje Zakonodajno-pravne službe ter vlade. Če torej Državni zbor oziroma odbor za pravosodje v tem primeru ne bo prejelo mnenja Vlade Republike Slovenije, ne bo moglo podati svojega stališča na očitke Deše Cenar o neustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi. To bi bil pa, po mojem mnenju, tudi kot članu preiskovalne komisije, nek hud precedens in neka huda ignoranca Vlade Republike Slovenije, ki mislim, da si ne sme privoščiti. Zato naj na tem mestu pošljem apel Vladi Republike Slovenije, naj nemudoma pristopi k
oblikovanju stališča in v državni zbor še pravočasno pošlje stališče vlade na domnevne, po mnenju Deše Cenar, protiustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi. Če vlada ne bo tega stališča sprejela, bo pokazala dvoje. Pokazala bo svoj odnos do državnega zbora in pokazala bo svoj odnos do odkrivanja bančne kriminalitete. Namreč, kot sem dejal, z odločitvijo okrožne sodnice, preiskovalne sodnice Deše Cenar, je preiskovalni komisiji onemogočeno, de facto onemogočeno zbiranje dokumentov Nove Ljubljanske banke, Abanke in Faktor banke in je s tem nabor možnosti odkrivanja zlorab v bančništvu strani preiskovalne komisije močno okrnjen. Vlada je v svoji koalicijski pogodbi dala prioriteto odkrivanju bančne kriminalitete in s tem, če ne bo sprejela stališča in če ne bo omogočila državnemu zboru, da to potem skupno stališče pošlje ustavnemu sodišču, bo na nek način pokazala, da je to, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, mrtva črka na papirju in da je njen odnos do državnega zbora kot neke druge veje oblasti neprimeren. Zdaj, naj spomnim samo na stališče predsednika oziroma ministra za pravosodje, ko je na moje poslansko vprašanje, kako lahko sodišče v Ljubljani na identičen predlog odloči drugače kot sodišče v Mariboru in sodišče v Celju, odgovoril z besedami, da kdo pa pravi, da je odločitev sodišča v Mariboru in Celju pravilna. Jaz upam, da je to osamljeno stališče ministra v tej vladi, da večina meni drugače in upam, da bo z željo po odkrivanju te bančne kriminalitete in omogočanja dela preiskovalne komisije vlada pravočasno sprejela to stališče. Naj o tem omenim samo še to, da je ravno v izogib te popolnoma neprimerni situaciji, da bi Ustavno sodišče o ustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi presojalo zgolj na podlagi stališč okrožnega sodišča, ki trdi, da je zakon protiustaven, ne pa tudi pogleda parlamenta in vlade, ki bosta glede na odločitve zakonodajne pravne službe podala svoje stališče in verjetno iskala protiargumente za očitane protiustavnosti. Smo sklicali izredno sejo odbora za pravosodje, s katerim želimo vlado pozvati, da pravočasno sprejme stališče in hkrati, da naredi vse, kar je v njeni moči, da parlamentarna preiskava za odkrivanje zlorab v bančništvu lahko normalno, z vsemi ustreznimi dokumenti, nadaljuje svoje delo. Na današnji seji smo imenovali tudi po predlogu posameznih poslanskih skupin oziroma članov preiskovalne komisije strokovno komisijo oziroma strokovno pomoč, ki bo pomagala delu parlamentarne preiskovalne komisije. Naj obenem povem, da sredstva za to strokovno pomoč niso zagotovljena, ampak preiskovalna komisija se je vseeno odločila, da bo šla naprej s tem, ker z delom moramo nadaljevati. In bo potem, po današnji odločitvi parlamentarne preiskovalne komisije, bomo šli v neposredna pogajanja z ministrom za finance, da zagotovi ustrezna sredstva za normalno delovanje preiskovalne komisije. Po mojem osebnem mnenju je bila nespametna odločitev, da tedaj ob proračunski razpravi niso podprli amandmaja naše poslanske skupine SDS za 150 000 evrov pomoči, strokovne pomoči parlamentarni preiskovalni komisiji, ampak tako so se odločili, zato mi gremo z tem postopkom naprej in računam, da je v ministrstvu za finance dozorela ta ideja in zaznava, da parlamentarna preiskovalna komisija za pomoč potrebuje strokovne sodelavce, ki pa seveda jih je treba tudi ustrezno nagraditi za delo. Zdaj, v to strokovno skupino
smo imenovali Kristjana Hrena, prokurista podjetja Neos Consulting, drugače pa pravnika in ekonomista, upokojenega kriminalista Rastislava Kanižarja, potem revizorko Andrejo Bajuk-Mušič in strokovnjaka za podatkovna skladišča in analitika z področja finančnega poročanja Banki Slovenije, Štajner Matjaža. Kot sem dejal, parlamentarna preiskovalna komisija, vsi prisotni danes so soglasno potrdili to skupino. O tem smo že obvestili generalni sekretariat vlade in na podlagi tega upam, da s pomočjo generalnega sekretariata vlade bomo šli potem v pogajanja z ministrstvom za finance.